Dober dan. Ta teden je bil za Slovence res nekaj posebnega, saj smo obeležili 20. obletnico razglasitve samostojnosti Republike Slovenije. Svoje veselje in ponos smo ob tem dogodku delili s poslanskimi kolegi in drugimi udeleženci na dobro obiskani slovesnosti, ki smo jo priredili v prostorih Evropskega parlamenta. Vsi poslanci skupaj smo pripravili tudi druge dogodke, tako smo imeli krajšo slovesnost pred slovenskim spomenikom, ki stoji na prestižnem mestu pred evropskimi inštitucijami v čas slovenskemu predsedovanju. V Evropski ljudski stranki pa smo ob tej priložnosti izdali tudi knjigo ob 20. obletnici samostojnosti Slovenije. Zdaj pa nazaj k delu in k temam, ki so nas zaposlovale. Precej jih je bilo z ekonomsko-finančnega področja, kar ni nič nenavadnega glede na trenutne razmere v Evropski uniji. Prvi sklop ukrepov zajema gospodarsko upravljanje. Ti bi naj okrepili koordinacijo makroekonomskih politik med državami članicami ter zagotovili ostrejše in bolj avtomatizirano sankcioniranje držav, ki pravila kršijo. V sedanjem sistemu, ko o sankcijah odločajo države članice od primera do primera, se lahko kršiteljice pogosto izmuznajo kazni ali pa jo ublažijo. To pa lahko zmanjša motivacijo in prizadevanje drugih za spoštovanje dogovorjenega. Poleg tega sveženj 6 uredb in direktiv med drugim krepi še neodvisnost nacionalnih statističnih organov. Izkušnje vedno znova kažejo, kako pomembni so točni in kakovostni podatki za vodenje dobre ekonomske politike. Med ekonomske teme sodi tudi razprava o proračunu Evropske unije za naslednje leto. Ta bi naj znašal le 1,0% bruto nacionalnega dohodka Evropske unije. Pogledi na to, kakšna naj bo njegova višina v letu 2012, se precej razlikujejo. V parlamentu se zavzemamo za povišanje v primerjavi z predhodnim letom, da bi lahko udejanjili sprejete obveznosti iz Lizbonske pogodbe. Poudarjamo tudi, da so naložbe v izobraževanje in znanje naložbe v našo prihodnost in jih zato ne smemo zmanjševati. V nasprotju z tem nekatere države članice zahtevajo zmanjšanje evropskega proračuna. Manj sredstev pomeni, da določenih projektov pač ne bo mogoče izpeljati, zato poslanci od držav pričakujemo, da jasno in glasno povedo, katere so tiste naloge, ki naj jih na evropski ravni opustimo v primeru zmanjšanja proračuna. Prvi krog proračunskih pogajanj med parlamentom, komisijo in svetom se bo pričel 11. julija. Parlament je izrazil tudi podporo Mario Draghiju, da postane novi predsednik Evropske centralne banke. Dokončno bo na ta položaj potrjen na zasedanju Evropskega sveta, ki poteka tukaj v Bruslju. Pregled zasedanja nadaljujem s poročilom o skupni kmetijski politiki, o kohezijski politiki, o spremembah direktive o pravicah potrošnikov in o direktivi, ki ureja ravnanje z radioaktivnimi odpadki. Parlament se je v svojem poročilu o skupni kmetijski politiki proti letu 2020 zavzema za trdno in trajnostno skupno kmetijsko politiko, ki bo zagotavljala varnost v preskrbi s hrano, ščitila okolje, ustvarjala nova delovna mesta in poskrbela za obnovljive vire energije. Kot član odbora za kmetijstvo sem vesel, da so poslanci z veliko večino potrdili predloge odbora, tako imenovan DESO report. Med drugim se zavzemamo za pravičnejšo porazdelitev finančne podpore med starimi in novimi članicami Evropske unije ter seveda tudi med kmetovalci ter za posebno shemo za pomoč malim kmetijam. Nadalje je treba zmanjšati cenovna nihanja, se boriti proti špekulacijam s kmetijskimi proizvodi in okrepiti pogajalsko moč kmetov napram živilsko-predelovalni industriji in trgovinskim podjetjem. Poročilo posebej pozornost namenja razvoju podeželja in pomoči mladim kmetom. Tega sem še posebej vesel. Aprila letos sem v Evropskem parlamentu gostil konferenco na temo zamenjava generacij v kmetijstvu. Na njej smo lahko izvedeli, da je v povprečju le 6% evropskih kmetovalcev mlajših od 35 let, ter da sta dostop do zemlje in kreditov dve veliki oviri, ki mladim preprečujeta in otežujeta pričetek kmetovanja. Konferenca je pokazala, da mora postati zamenjava generacij v evropskem kmetijstvu ena od prioritet in vesel sem, da poročila prinaša dokaj spodbudne novice za mlade kmetovalce. V parlamentu se bomo zavzemali, da bo v novo zakonodajo, ki jo bo jeseni predstavila komisija, vključenih čim več naših predlogov.
Letošnja jesen bo kar pestra, saj bo komisija pripravila tudi novi zakonodajni predlog o kohezijski politiki za obdobje 2014-2020. V zakonodajnem postopku si bo parlament prizadeval za to, da bodo politike, ki zmanjšujejo razlike v Evropski uniji in krepijo njeno kohezijo, imele za to na voljo dovolj sredstev. Nadalje smo za poenostavitev postopkov za pridobivanje pomoči, za razširitev krogov upravičenih regij do pomoči, za izboljšanje nadzora nad porabo sredstev in za spodbujanje čezmejnega sodelovanja. Naše ključne zahteve se odražajo v 5 resolucijah, ki smo jih potrdili danes. Po dolgotrajnih pogajanjih pa smo končno zelo blizu prenovljenim pravilnikom o pravicah potrošnikov. Namesto pestre palete 27 nacionalnih pravil bomo dobili enotne standarde, ki potrošnikom zagotavljajo več pravic na področju obveščenosti in dostave blaga. Zanimanje za varnost jedrske energije se je po potresu in cunamiju na Japonskem močno povečalo. Z delovanjem elektrarn so povezani radioaktivni odpadki, ki nastajajo tudi v drugih podjetjih in panogah. Najdemo jih na primer v medicini, v raziskavah, kmetijstvu in industriji. Iskanje odgovora na to, kam z njimi, je precej zahtevno. Sedaj se večinoma zakopavajo globoko v zemljo. V poročilu pa smo se poslanci zavzeli za aktivnejše iskanje alternativnih oblik odstranjevanja. Po polemični razpravi smo se odločili, da podpremo možnost izvoza radioaktivnih odpadkov tudi izven Evropske unije. To pa ne bo dovoljeno le pod pogojem, da bodo odpadki v teh državah odstranjeni v skladu z evropsko zakonodajo. O tem je odmevno poročilo pripravila Romana Jordan Cizelj. Toliko za danes, hvala lepa za vašo pozornost in lep pozdrav iz Bruslja.